Danes imamo tukaj gosta, Gregorja Frisala, mogoče ga poznate kot režiserja Sfinge, gorniškega filma, ki je bil večkrat nagrajen. Manj pa je morda znano, da je bil Gregor tudi eden od 15 srečnežev, ki so bili izbrani izmed 150 kandidatov za študij na Maharishi University of Management v Iowi, kjer je tudi študijski program filma, magistrski program, ki ga je v bistvu ustanovil David Lynch. In zdaj danes bi se malo pogovarjali o njegovih izkušnjah pač na tej univerzi in transcendentalni meditaciji, ki je pomemben del tega programa. Zdaj mogoče bi za začetek sam, ko smo bi gledali Mulholland Drive, vprašala, ker je tipičen nekak primer linčovskega filma s to svojo nelinearno zgodbo, stanskimi sekvencami in nadrealizmom. Se ti zdi, da bi bil Lynch tak režiser, kot je, če ne bi bil transcendentalne meditacije, glede na to, da se je z njo začel ukvarjati že svojim prvim filmom leta 1973? Težko bi rekel, da bi ta njegov Dream Logic, če bi porečem, prišel v te vode, preplaval te vode, kot je, če se ne bi potapil vase, pa poskušal tam zavrtati tiste skrite potičke možganov, kar je ta transcendentalna meditacija, če jo pravilno in dolgo časa izvajaš mogoč. Jaz sem bil dolgo časa skeptičen, ko sem nam pač povedal, da bo TM, se pravi dvakrat dnevno del našega študija, čisto normalno, kot kakšenkoli drug predmet, da pač malo strigo z ušesi, ampak potem oni gradijo na te dnevni rutini. Potem, ko se je to res mesece dogajalo, smo tudi jaz in moji sošolci prihajali do enih čist posebnih situacij, ko se recimo nismo znali izviti iz kakšnega primeža, ki nam ga je ponujal ta naš scenarij, s katerim smo se ukvarjali. In nam je ta transcendentalna meditacija res na določenih točkah blazno pomagala. Jaz ne vem, vse zadeva ni pravzaprav nič posebnega. Stvar je predvsem v tem, da se glava umiri in da, ne vem, jaz pri svojih 47-ih marsikaj se mi že zgodil in seveda še več kot to sem pa pozabil. S tem umirjenjem glave z release, z brisanjem, sproščanjem stresa, prideš lahko nazaj na kakšne take zanimive dogodivščine, ki so se ti zgodile v svojim življenju, ki ti kar naenkrat lahko pomenijo tisto zeleno luč. To je pa moj manjkajoči tekst, ki ga rabim v scenariju, pa je podobno. Jaz sem 100%, da Lynch nikoli ne bi podobnih stvari sestavljal skupaj, če se tega ne bi šel. Morda bi še vedno bile malo zagojetne, malo nadrealistične, ampak ta njegova sanska logika je v bistvu po mojem sklonu perfektna zaradi tega, ker jaz sem ta film videl velikokrat in vsakrat znova se mi zdi krajši in vsakrat znova vidim nekaj drugega, ker zna to, vsej velik del tega filma so sanje in kako to preskakuje. Druga stvar je, kako to potem pokazati, kako to posneti in predstaviti gledalcu. Tretje je pa, da se Lynch je zelo briten človek, se rad igra s temi pričakovanji človeka, kaj bo prišlo in potem posredira nekaj čist drugega. Ogromno enih prijemov je, ki jih verjetno on čist nasplošno iz svojega življenja jemlje ven, neodvisno verjetno od transcendentalne meditacije, ampak ta skupek, ki ga v tem, bi rekel, ne bestseller, ampak v tem filmu predstavi takih, da lahko to gledaš in čist možno je, da ti nikoli ne bo vse jasno. A ti mora biti vse jasno? Jaz mislim, da ne. Eno leto preden sem se odpravil v ZDA na ta študij,
sem se prijavil v eno scenaristično delavnico, ki je trajala več mesecev, ki je vodila krasna gospodična gospa Ana Lasič, ona je profesorca na AGRFT, prav za scenaristiko. In enkrat so blazno se udarila glede tega. V programu smo imeli Lost Highway, ki je v bistvu moj najljubši Lynchov film, čeprav cene njegove niso tako zelo visoko, da recimo od Mulholland Drive, ne, ampak debata je tekla in nekaj blazno zagretih študentov se bilo tam in na konc očitno ni imela pravega odgovora, Lynch je rekel, ne si ljudje ne poskušajo razlagati njegovih film, oziroma vsaj ne poskušajo razlagati do potankosti. Jaz sem pa pač nek empiričen človek, ki se skočil do stropa, se rekel to, ne, človek mora razumeti film, ne za to plača 5-6 evrov v kinodvorani, če ne razume nič, pol zna biti hudič. In sva se prelekala, potem sva pošla nekako na nek obajagi skupni imenovalec. Ampak zakaj sem s to temu začel, ker 14 nekaj zmes sem se prijavil na Lynchov program, ne da bi kdaj sploh kaj tazga izkušal narediti. Prišlo je, kot določene stvari v temu filmu pridejo, kar nekaj se tam pojavljajo, nek ključ, ker morda ne pomeni nič, morda pa ogromno. Tle bi lahko ta moj ključ pomenil še te druzbe, kot to, kar si mogoče večino med nami misel. In jaz sem potem pač mečkaj se približal tej situaciji, oziroma temu štosu, ki ga Lynch fura že leta in leta. Nekaj nam je tudi pri tistih njegovih napiskih poskušal razložiti. Je pa on, ne bom rekel, skrivnosten človek, je nenavaden možakar. Jaz itak velja za starejše ljudi, da so bolj brihtni. Ampak pa njemu, ko se vsediš začne z njim pogovarjati, je nekje drugačno. Jaz ne vem, pozorno posluša tiste besede, premleva očitno v glavi, kar ga sprašuješ. In potem kljub temu, recimo, da morda nima pojma o temi, v kateri ga sprašuješ, ti z nekim banalnim primerom da rešitev za stran 14 v scenariju. Ti se več že eventi si kljub res. Zakaj pa tega nisi videl? Moram reči, da prav veliko ljudi takega kova, ki bi jim bilo res relativno je reči vse jasno, ampak praktično vse jasno nisem spoznal v svojem življenju. Z njim si ti komuniciral tudi prek Skype, recimo, če si imel kakšno vprašanje v zvezi s svojim filmom. Kakšni so bili ti pogovori, recimo, kadar so bili pogovori z njim ali pa pač po mailih? So to pogovori, ki so v bistvu vezani na specifične probleme ali so to pogovori o transcendentalni meditaciji? Mislim, a ima tudi praktične nasvete, a so to bolj nasvete v smislu, v katero smer razmišljati? Jaz sem se striktno držal, pač bil sem blazno fokusiran, želel sem iz tega svojega koncepta, ki sem ga sabo v ZDA prinesel, koncepta scenarija narediti maksimum, in se pač sfokusiral enostavno na svojo zgodbo. Kako jo narediti tako, kot jo imam v glavi, pa da bo istočasno gledalcem razumljiva. Vsej zgodba v glavi je čudovita, ampak je tvoja. Stara mama ali pa morda tudi mama je tvoja, tega ne bodo razumljiva. In jaz sem se pač v svojim vprašanji vedno dotikal čisto zgolj scenarija. Moja tema je bila malo, verjetno malo težka. On nikoli ni bil ne športnik, sploh pa nek tribolažec, sploh pa sem bil 30 let in kadar sem prišel ven in nikoli pokazal nobenega začudenja, kar je zdaj mače tle enega skalolasca, ki me sprašuje nekaj, o čem res ne vem nič, ampak kot sem prej omenil, prek nekega drugega štosa se v parih besedah, vedno, to
podarek vrnil nazaj na mojo tematiko in z nekim primerom, ki nima nobene veze s krivi, povedal, kako naj mogoče določeno stvar reči. On bo vedno rekel, mogoče, prav jaz vidim, da je zadeva zapletena, da ti ni bilo enostavno, ko se to doživljal, ampak moš včasih pogledati z kakšnega popolnoma drugega zornega kota. Kljub temu, da te na vseh šolah filmskih učijo, da se moraš izklopiti iz štosa, pogledati iz drugih potičkov, ampak on je rekel, daj, na cesto pogledal najvišjo stolpnico, pa sigurno ti bo padla ena ideja v glavo. In jaz ne bom rekel, da mi je padla, mi je pa padla na temi transcendentalnimi meditacijami, malo se kakšna vrhunska ideja v možgane, ki sem jih potem z veseljem zapisal v scenariju. In kdaj je padla kakšna ideja med sanjami? In koliko pomembne so sanje? Ne, večkrat se je že zgodilo, da sem sred noči vstal in sem sedel in pisal do zjutraj. Se rekel, to je pa najboljši film na svetu. Če takoj ne ostaneš in ne napišeš, ne bo nič. Se zjutraj, ko ti prevereš, je ponovati eno sranje, ampak da sem pa to razvit. Taki filmi ne pridejo danes na internet. Kljub temu, da je on tega pilota za Newfoundland popravil že leta prej. Že za televizijo. Ampak kljub vsemu je teklo kar velike nevode, tam na postrugi dol, preden je on to zadevo dokončal v to stvar. In ni čist tako, kad se marsikje da prebrati, ja, sej tistih 94 minut je bil narejen, pol je pa dosnil do konca. To ne gre čisto. Bilo treba zadevo popolnoma na novo premisliti, ko je prišla tista odločitev od ABC in ostalih hiš, da ne bojo vzeli tega, da je to tu malo za njih, je bilo treba vseh tistih 2 ure 30 skor, to je veliko, če bi to isto spremenili. Scenarija še enkrat predelati v glavi in ga prenotirati. Ni on samo dodal tistim, kar je že imel nekaj na koncu. Sem enkrat 3-4 leta nazaj se pogovarjal z temle Terryjem Gilliamom, on je bil član teh Monty Python, znan režiser, se v Braziliji sigurno poznate 12 stvari. On je imel blazne težave, ko mu je umrl glavni igralec na snemanju tega Parnasovskega novinarja. In tisto, oni to je 10 ljudi sedeli, 6 mesecev in razmišljali, kako bojo zdaj to vse stavili v dokončano zgodbo, ki jo sicer jo je bilo treba spremeniti, ampak oni so imeli ogromno filma, detektivne praktično ne posneli in to ni nikoli lahko. To je treba ogromno enega razmisleka pri tako zapletenih stvarih, ki se David loteva, pa ne samo v tem filmu, če boš na drugem, je ta taktika bila značilna za njega, je ogromno enega razmisleka in tako sem na začetku omenila, ta TM, če umiriš glavo, boš veliko več stvari videl. To je isto pri športu ali pa kjerkoli drugim, politike pa karkoli. Če bi naši politiki meditirali, bi bila Slovenija spet krasna država, ker bi se slejko prej vsem zasvetili, to, kar delajo, je prezvezdno. Omenil si Terryja Gilliama, njega si srečal v Romuniji, on ti je tudi rekel, kaj ti bolje bo da lahko. Kaj je bilo pravzaprav? To mi je rekel, on je rekel čist v prevodu stizdi. Nimaš delati pekle. Jaz sem poskušal razložiti situacijo, čez katero sem se prebijal v Sloveniji, v tem našem filmskem svetu in je rekel, spakirali, jaz sem sicer živel v Angliji, ki je filmsko zelo dobro razvita, ampak me je na določeni točki začela stvar dušiti in sem šel v Ameriko delati naprej. Tam sem srečal druge ljudi, ravno prave v pravem času. Seveda, spet je mesta tekli neki vode, ampak se stvari dvijajo drugačne. In se je seveda vrnil nazaj v Anglijo in delal naprej. Ampak
očitno se moraš pobrati, iti stran iz nekega okolja, ki deluje tako kot ena tež na tebe, kot neka plahta, ki jo imaš čez glavo. Ne moraš vrš stran, iti stran, zadihati, in potem lahko priješ nazaj. Če priješ močnejši, to boljš. Če pa imaš občutek, da ne boš močnejši nazaj, boš boljš, da ostaneš tam, nekje druge, kjer te nišče ne pozna. Ti si prišel na to univerzo če se ne motim, s trailerjem in scenarijem za film. Kako si bil sprejet sploh? Ja, nisem imel scenarija, imel sem zgodbo totalno v glavi, ker ta film, ki sem ga potem snemal, govori o takrat najbolj žalostnih delov moje osebne zgodbe, ki se tiče večinoma alpinizma, ampak jaz sem jim poslal osnutek tega in približno varianto, kaj želim zadevo razviti, pa pravzaprav nek trailer, ki sem ga sestavil iz vseh svojih prejšnjih filmskih snemanj del, česar koli že skupaj. Nemogoče je bilo sestaviti pravi trailer iz tistega, kar sem imel. Jaz sem imel samo mesec časa, ko sem mi rekel, da jih zanima moj vtis, da sem tisti sestavil, ko ni imel nobene šanse, da bi naredil nek čist nov izdelek. Se je zadeva dela blazno zanimiva, stokrat bolj, ker se ljudem v Sloveniji zdijo zanimivi moji izdelki, tako da jaz sem se seveda takoj zdaj sem spomnil na Giljama, se rekel, da to je zdaj caj, čeprav si nisem nikoli mislil, da bom po svojih letih še kdaj šel študirati. Dve stvari so se mi v nočnih morah sanjali, da imam še izpite, pa da imam še 6 mesecev vojske. Nikoli več ne grem študirati na vojske. Potem se zgodi ravno to in sem preživel na najlepši podobi zdaj v Ameriki. Ameriki sem pa vedno sovražil. Vezal po celem svetu, nikoli v življenju ne šel v Ameriko, ker sem išli na živce s to njihovo zgodbo, osvajanji novega sveta. Dokler nisem srečal, potem čisto slučajno spet enih krasnih Amerikancev, ki so mi malo odprli oči, ker sem gotovo, da gre tudi njim, da njihova država ogromna lepa na živce, ampak na nje se bi tako, evo, sem pa tudi že konc koncev tukaj skrb, da se znam včasih malo nazaj potegniti, pa dvakrat razmisliti, včasih nisem dvakrat razmišljal, sem ali udaril, ali pa tako rekel ne. Zdaj pa se mi je to pristovalo, da sem malo premislil. In si pristal v bistvu v enem najbolj meditativnih mest v Ameriki? Definitivno najbolj meditativnih. Tam se čuti ta energija. V Fairfieldu? Jaz ne vem, kako to oni, ko delajo te teste, izračunajo tam, kar išijo efekt koren iz ena, če toliko pa toliko ljudi v določeni veliki populaciji meditira, potem se bo to prenesel na naslednjih 100-200 tisoč ljudi in dejansko, ko so delali v Chicagu pa v New Yorku te teste in se postavili neko testno skupino 200 tih meditantov, se je v Chicagu zmanjšal procent kriminala za nenormalno ogromen procent. In to se potem delali po celem svetu in so prišli do nekih zaključkov. Fairfield je pa majhno mesto, kot ene Domžale, recimo, komu sem že prej rekel, Štefančič bi rekel temu totalno pokojebine, ker najprej misliš, jutri grem pa domov nazaj, nekaj brez nekaj delati. To je res Bogu zavrto. Potem začnejo spoznavati te ljudi, ki ogromno njih se pa preseli iz drugih koncev Amerike tja in ravno zaradi tega, da so lahko blizu te meditacije, se imajo fajn, stopna kriminala, tam je 0,1 ali pa nič procentov. Če ti kolo vzame, je to že cela drama, ko so piše vsakvi in je dobro. To se vidi na otrocih, na starih, na študentih še sploh, ki imajo to malo kot en obveznih predmetov. Ampak nikoli si nisem predstavljal, potem sem se vmes že malo pomeril s tem fenomenom Amerike, da v Ameriki obstaja tako mesto, kjer lahko bajte vsi še odprto, odklenjeno vrata, luči prižgane in ne bo noben prišel not vzeti niti enega čevapiša, nič.
transcendentalna meditacija je pomemben del tudi študija. Kako sploh poteka tam študij filma? Ja, pač eden od predmetov je to poglabljanje vasenje, kjer se pač naučiš meditacije. Jaz, ko sem zvedel, da bo to nujno, sem šel tukaj v Sloveniji na tečaj, pa tukaj naredil, ker sem hotel z nekim slovenskim učiteljem to narediti. In se mi zdaj fajn, ki sem bil tam že malo pripravljen to zadevo. V principu ni nič drugega kot to, da zjutraj Fox pride profesor v predavalnico, se vsi usedemo, umirimo za 20 minut, odšpilamo eno meditacijo in potem imamo cel dan pouk. Vmes je sicer kosilo, potem pa po 4 pred konc predavam še enkrat 20 minut in te skupinske meditacije vedno delujejo močnejši na tebe. In prej sem omenjal, da sem parkrat iz teh meditacij pobral nekaj blazno dobre stvari za svoj scenarij ven. Nikoli se ne mislil, da je kaj takega mogoče. Ko se mesece in mesece praktično ukvarjaš z zadnjimi tremi strani tvojega scenarija in nič ni dobro, vse je za nič. Nič ni enako dobro, do tistega si napisal prej, potem se ti pa v 20 minutah dvije zgodba, kad bi ti jo Picasso narisal točno tako spod napisi v spodaj. Ko sem parkrat moral prvi iz predavalnice ven teč, ki mi je bilo slabo, to, ki je bilo tisti dober, kar sem imel v očeh. Seveda, tako je list papirja napisati in čez mesec smo tisto sceno posneli in je grozljivo hude. Tudi predmetnik je drugačen, mislim, tudi način študija na tej univerzi. Ne študira se več predmetov naenkrat, ampak eno po enkrat, če prav. Ja, to imajo pa na veliki univerzi, pa Ameriki. To je ful dobro, se je сказали. En mesec se maksimalno posvetiš eni stvari, ali pa mesec pa pol dva in odteraš vse možne aspekte, vidike, variante tistega predmeta. Odlično, jaz sem tukaj seminarskih nalog in smo pač naše seminarske naloge so bile pač snemanje ali pa nekaj podobnega v zvezi z filmom. In potem preskočiš na predmet, podaviš eno zadevo in se posvetiš nove stvari in je bil maksimalen učinek. Meni je ta slovenski profesor razlagal vse, ko boš, on je pa doktorat delal v predeti na Pariški univerzi v Fairfieldu. Najprej boš imel malo težave, čez 2-3 mesece boš pa videl, da z 2-krat manj truda narediš 3-krat več in to je bilo dejstvo. Ob 9:30 zvečer se v študentskem naselju luči ugasnejo, ne po befelu, nobenih gre ugasniti, se na večino študentov gre spat ob 9 zjutraj je mir, ker študenti rabijo 12 ur miru. 12 ur miru, to tamle na Viču ne boste nikoli doživeli, ali pa zavežbrali. In še lepo, čez mesece vidiš, kaj ti je to dal, ker naenkrat se zaveš, da lahko 3 stvari naenkrat razmišljaš jasno. Eno si zapisuješ, eno imaš v glavi, tretja si pa prihaja temu od zadnjih. In je, ne vem, jaz sem blazno zadovoljen, da sem s tem štartal, pa bi lahko vsakom to priporočal, nobenega posebno bom silil, ker rabiš kar nekaj časa, da prideš na tisti nivo, da potem začne pa trajati nazaj. Tisto mi dobro delo. Ena od nalog je bila tudi posnet film v 72 urah, če sem malo tako. Prva, v bistvu, naša prva. To, kar po 14 dneh so nam dali kozarčke, smo že rebali, najprej se med sabo, po 3 skrb, potem pa še tematiko. Čisto, da so stestirali, ali kdo preveč manj štrli, ali kdo preveč dober, kar najbolj ni bilo tako zelo zares mišljeno, ampak ja. In absolutno smo se potili vsi maksimalno izkazati. Tisti projekti so bili fini, napisati scenarij na neko tematiko, mi smo bili znanstveno fantastiko, ki mi nikoli ni bila blizu, je zopor, in potem spraviti vso upremo na kup, spraviti igralce, posneti in potem še seveda valjda zmontirati. V 3 dneh, vse se da, vse tudi v Sloveniji obstajajo taki lešnjeli kursi, obljubljate neko nagrado sam,
končni izdelek, ki vse tudi naš ni bil perfekten zlasti, ker jaz sem na koncu se zgodil, da sem bil še montažer, nisem znal na meko delati. Imel sem neke tehnične težave, ampak me pa ne bi bilo sram delati tega, da je 5 minutnega filma tega pokazal, da je čisto uredil. Ok, našim profesorjem na koncu bilo jasno, da vsi v bistvu vejo dovolj, razen enih dveh morda. Ste pa potem tekom naslednjih 8 mesecev potem prišla noter, ko smo začeli z produkcijami lastnih filmov, tako da oni so imeli sicer nek plan B za une, ki bi eventualno znanje malo striglo, ampak izgleda, da smo bili tak fajn letnik, no, jaz pogrežen te moje šolce, čeprav sem bil 15 let se bilo, sem bil tretji najstarejši, vsi ostali so bili stari, bistveno manj, smo se blazno dobro. Zdaj se v bistvu končuje tudi pač zgodba s tvojim kratkim filmom 8,5 krogov večkrat, s katero si v bistvu tja prišel. Za kakšen film gre? Gre za film o vaši odpravi v Pakistan, v kateri je umrl Pavel Kozlik, če se motim. Kakšen film bo to? Gre za kratki film, 40 minut dolg, bo linčovski? Ne vem, verjetno bo Slovencem nenavaden, ker vprašanje, če jaz še takega gorniškega filma nisem nikjer videl, verjetno ni prav dosti bilo narejenih na podoben način, ampak jaz nisem nič blazno eksperimentiral, pa se želel spraviti pod nikogaršnji vpliv. Želel sem pa eno stvar. Ta zgodba se je odvila leta 2008 in jaz sem jo pripovedoval približno 6 let na pol. Želel sem narediti tak film, kakšno zgodbo sem ljudem pripovedoval, sem lahko doživel. Ker pa znam stvari med pogovorom zaplest, se je potem tudi scenarij malo zapletel, ampak seveda na koncu je bila ključna stvar pri tem, da odpletemo tiste najbolj zloprne zanke, da ne bi potem preveč ljudi prevečkrat znali. Psihološka drama, plezanje je zelo malo, krivo je zelo malo, gre bolj za tisto vrvenje v glavi, ker po tej pravi sem jaz po 25 letih ukvarjanja z vrhunskim alpinizmom nehal z Himalajem in s temi štosi, ker je bila, jaz vedno to rečem, da je zadnjih par let je bila kapla čez rob. V 25 letih sem zgubil 25 prijateljev v gorah in pri tem sem vedno vse te nesreče znal upravičiti in nekam pritiskal nazaj, zato ker če te začne to blazno matrati, si zaključen. Tega si pa pač nisem pustil. So pa ostale te sledi nekje v meni noter in so začele kljuvati in vleči in parati zadevo in trgati na razen. In je bilo treba nekaj narediti, ker če ne bi verjetno bilo lahko hodilo. Je to potem v bistvu tudi film o vseh teh nesrečah, ali je to film o tej pakistanski odpravi? Ne, zgolj če ga poskušam postaviti v časovni okvir, se zgodi v 3 tednih. 1. do 25. augusta leta 2008. In vse, kar je meni takrat po glavi šibalo, ko moje telo enostavno mi ni več pustilo naprej proti temu, da je glava še vedno trmasta, trda, granitna kocka, hotla naprej in više in dalje. Je očitno bil nek crash v mojem telesu, ker se glava in telo enostavno nista več pokontala skupaj. In mene je totalno zvil, tako kot upam, da ne bolj nikoli več. Sem poskušal nekaj iz tega potegniti, ker večina mojih prijateljev se ukvarja s plezanjem ali pa z alpinizmom oziroma z gorami. Če bo komu ta film pomagal, da se tu pa tam, da je malo potopi vase, pa razmisli, preden si kupi kakšno dronsko karto, za kam bom čisto zadovoljen.
Kakšen je pa ta film po formi? Mislim, vreten je drugačen, kot bi bil, če bi študiral režijo na AGRFT v Ljubljani. Najbolj zanimiva stvar je, da mi smo sicer imeli po tismu našemu spisku, ki smo ga dobili na začetku leta, tudi režijo, ampak dejansko tega predmeta sploh nismo imeli. Ker režija je common sense, izkušnje, to je pa to. Če scenarij ne bo stal že v štartu, ampak res stal maksimalno dobro, bo film zgrešen. Amerikanci so znani po tem, da vse veste, kako gre na teh pitchingih. Če prvih 5 strani scenarija producenta pusti hladnega, je film plavo in šel po gobe. In je bila scenaristika v bistvu glavni predmet. Jaz sem sicer bil blazno zadovoljen zaradi tega, ker jaz ne vem, mogoče nisem pravi naslov, da izjavim tako stvar, ampak ne vem, kdo napenja te loke scenaristične v slovenskem filmu, vsak indijanc tam 200 let nazaj v Divnem zahodu je bil boljš na tej tak lok. In tam ti pa ne dajo dihati, dokler ni zadeva stala, potem da smo imeli profesore, ki so bili blazno čistani, prišli so iz Hollywooda nam popravljati scenarij oziroma nam dajati nasvete. In dokler zadeva ni bila res speglana, so nam rekli, da še nimamo tako imenovanega green lighta za štart v produkcijo. Meni se to zdaj blazno dobro. Scenarij je vedno v osnovo. Kako pa gleda, recimo, Lynch na to, na pisanje scenarija, na režijo, se o tem kaj pogovarjal, koliko on je zdaj poudaril, pa isto na scenarij, ker drugač, recimo, on je bil nagrajen za režijo v Cannesu za ta film. Torej? Spet podobno, ne? Katerokoli vprašanje se je dotikalo režije, nikoli ni blazno zavil za svojimi odgovori direktno v režijo. Kot sem prej omenil, to je res zdrava pamet, pa če si leta in leta pri filmu, oziroma temu posvečaš svoj čas, prideš do, stajajo določena pravila, vse ostalo je pa na tebi, zdaj kakšen človek si kako razmišljaš, vse ostalo. Če poškodeš dober scenarij, ga lahko zapelješ na nekakšen koli način. On sicer vedno pravi, you have your script, you have your camera, then you have your microphone. Potem pa še enkrat, mikrofon. Kaj si misli s tem? Ja, zvok je najbolj pomemben na njegovih filmih. Vedno je dal temu največ denarja in največji pomen. Jaz sem ga enkrat hecal, ker se v enem intervjuju sem gledal, pa sem iz tistega razbral, da ko je film posnet, vrže scenarij stranka, rekel, ne. Ampak gledajte, v Wild Heart pa Blue Velvet ste premontirali 19-krat. Kako je to možno, če si delal po scenariju? Pa smo našli še eno boljšo stvar. Pa je prišel v Wild Heart, so skrajšali v zadnji noči pred Cannesko premiero za 20 minut, kar je, ne vem, kdo si to lahko prvošč narediti. Ker res skrešujem svoje filme, po 1 minuto pa traja to 14 minut. In ja, spet odvisno, kakšne imaš sodelavce, kakšne imaš montažerje in tako, ampak ja, to enkrat mi se pelal k temu Dwaynu Dunhamu, njegovemu dolgoletnemu montažerju in on se je tako razgovoril, da na koncu na začetku smo še malo pisali, pol pa ne več. In on je na koncu prišel z neko idejo, Wild Heart, tisti mora iti ven, tam mora nekaj zamenjati. David rekel, ti si nor, če bi primere čez 8 ur morala. In sta delala 8 ur in je res, po moje prišla zelo surova verzija v Cannes na primeru. In tem se dobro. Ampak če
če si srcem pri stvari, če si 100% zraven, pol vse, ko prej tudi sreča potegne na tvojo stran. Koliko moraš ti krajšati čez svoj film? A je že skrajšan? Ne, do konca? Ne, narejen do konca. 38 minut, 14 sekund. 39 strani scenarija sem imel, se pravi, če je 1 minuta, list papirja, smo kar dobro spet pošli. Si naračunal, koliko dni je šlo za eno stran scenarija, da si posnel film? Negrozljivka je, koliko ur in dni in tedne in mesecev gre v postprodukcijo enega takega filma, za katerega nimaš budžeta. To je enormno. Posnameš hitro. 4 dni v Ameriki, pa 10 dni v Sloveniji, pa je film posnet, ne. Začel sem pa montirati oktobra, v petek bo pa končan. Če bi imel seveda nek proračun, ki pa ne govori nas o 6-mesečnih številkah, pa niti ne o 5. Če bi imel vsaj nekaj normalnega, bi šlo to malo drugače. Če si pa za vse sam, potem pa se moraš postaviti na svoje mesto in se reči, da zadeva Gregor trajal bo, to pa to, zdaj pa ne skakati izhodi, če ne si zajem zadev, ne bo šlo. Kako si ga pa sfinanciral pa? Slovenske firme, sponzori. Pa Indigo. Indigo. Ja, Indigo je bil slab. Slovenija je v kameni dobi, kar se tiče, ne vemo, recimo naročanja stvari po internetu ali pa plačevanja z kartico. Pred valcem so mi pošiljali e-maile, kaj to je. In ja, očitno sem jaz malo sem zgrešil. V te stvari smo pa vsem rekli, da moramo probati, ker je bil to tudi del našega izobraževalnega programa, da se pač nek crowdfunding naredi in jaz sem računal na nek drugačen odziv, ker glede na ne vem koliko 1000 prodanih DVD-jev, ki smo jih za Svenilo prodali v 2 mesecih, sploh nismo mogli sproti tiskati, tako sem mislil, da bo mogoče to malo drugačno, ampak Slovenci verjetno te zadnje na zemljski oblik bo nekaj plačal, kar bo dolgo čez 8 mesecev, pa če morate plačati po internetu, za kar se blazno boji, da bo šlo nekaj drugam in da bomo potem podatke od kartice pobrali, je pač brez upanja na zmago, tako da naslednjih svojih projektov vsaj naslednjih 2 najbolj ne bom poskušal financirati na ta način. Kolikor se seveda ne bom poskušal orientirati bolj globalno. To pomeni, da bi, če bi izbral naslove mladinskih gledališčnih klubov iz cele Amerike, bi to bilo že boljše. Samo to ti vzame mesece čas. Potem, ko jih imaš, ja, Amerikanci radi pomagajo. To sem videl, da so malo nenavadni, malo drugačni, kot jih gledamo po televiziji. Pomagajo, če vidijo, da je zadeva perspektivna, da je v redu, bojo vedno nekaj prstavili. Isto, kot ljudje na raznih filmskih centrih bojo vedno odprli vrata, če zaslutijo, da nekaj tebi je. Pri nas je diametralno nasprotno. Če nekaj zaslutijo, pa če nisi iz prave strani prijavljal, ti bo vrata ne zaprli, ampak zaklenili, pa še tam zabetonirali zraven. Kdaj bo zdaj ta tvoj film mogoče videti nekje? Ja, po mojem, da ven bo ravno jesen, oziroma da smo zdaj vzadali za mesec, ko bo nazaj bo poletje, kjer ne bo nikogar, to je poslišljeno. Takoj, ko se začne novo šolsko leto, bo verjetno slovenska premiera v najbolj v Kinodvoru. Pa še to te moram vprašati za Twin Peaks, kaj zdaj Bolinč to delal ali ne? A kaj veš? Serija posneta? Serija je že posneta? Serija posneta, 18 delov. Aha, je že? Ja. Ja, lansko leto, 15. maja smo bili pri njemu doma in ga je en šolc ga je provociral prav na hard, ker on se je vmes že premislil. Vse skrb ni dovolj denarja, čeprav on te filme dela z neogromnimi baži. Je rekel, da ne bo. Temu je nekaj prišlo, temu Adamu nekaj na všes in ga je provociral in in ni
bistvu edino vprašanje, katerega ni odgovorno. Popoldne je bilo pa na Twitterju, da produkcija štarta, predprodukcija štarta potem čez 2 meseca. In ja, snemali so zdaj zmešani. Zdaj se bom srečal z njim v 16. junija v Fairfieldu, ko bo on glavni speaker na univerzi. Te ameriški štosi vedno pripeljajo nekaj znanega človeka, da študentom, ki so diplomirali, razloži par štosov življenja. In letos je ravno Lynch na spisku očitno. In priletel bo pa res samo za ene par ur, ker montirajo kar zmešani. To bo naslednje let bo šlo van po nekaterih ocenah morda konc leta, nekaj mislim, da bo to naslednje let tudi. Drugač pa iz 9, kako se bo v štartu mislene, bo zdaj 18 relevant. Kakšne bojo, ljudje so blazno skeptični glede tega, že dolg ni režiral, pa to ne mož. Ta človek ima vedno v žepu kakšnega džoka. Jaz nisem prepričan, da bo presenetil. Tisti je bila zanimiva stvar. IQ, Laura Palmer, sem srečal eno žensko na Čopovi, takrat v 80. Ker noben ni vedel, kdo je ubil. To je bil cel fenomen. Zdaj tega cele kupe en gledajo, Game of Thrones en gledajo, tudi imaš teh serij milijardov, takrat je bila polna, kaj sem ti strno malo vem. Kaj gledaš ti zdaj od serij? Homeland. Slučajno. Ti mi je sestra rekla, da mi zna biti zanimivo. Ma kdo še kakšno vprašanje? Hvala, za obisk. Pa smo da imajo žebanje še za knjigo. Ja, žebanje, evo, ti žebanje. Ajde. Čez Pokémon. Elena Spasovska. Tako, še bom tukaj zaključila, še en aplauz za Heleno. In lahko še aplauz za Gregorja in Tima, ki se bodo vzeli čas.